V okviru Konjiških dni 2011 so potekale različne prireditve, druženja in pridobitve, ki krajane Konjiškega in bližnje okolice še bolj povezujejo. Na dnevu podjetništva v sredo 22. junija ob 11. uri so se srečali tudi podjetniki in spregovorili o aktualnih gospodarskih temah. Dan podjetništva se je na pobudo direktorja podjetja Kolovec d.o.o. Ivana Lovca in župana občine Slovenske Konjice Mirana Gorinška odvijal na sedežu podjetja na Zbelovem. Novost, ki so jo izpostavili na srečanju, je girokopter, ki je nastal v sodelovanju s kooperantom Rainerjem Faragom. Uspešni in pomembni tvorci lokalnega podjetništva so si ogledali perspektivno podjetje in z zanimanjem prisluhnili besedi direktorja in župana. Cenjena gostitelja oziroma družina Lovec, ki nas danes gosti tukaj na Zbelovem, tudi v mojem imenu, v imenu vseh občank in občanov, srčno dobrodošli na letošnjem, sedaj že zares tradicionalnem dnevu podjetnikov. In bi mogoče v dveh stavkih orisal, kaj je pravzaprav razlog, da smo danes tukaj. Namreč vsi, ki se vozimo po tej cesti mimo, nekako spremljamo, da se iz leta v leto tile objekti podjetja Kolovec povečujejo in vse nas pravzaprav zanima, kaj se skriva za tem zidovjem. Jaz sem parkrat že uspel pokukati čez tale vrata in je bilo vsako leto bolj zanimivo, zato smo predlagali gospodu Lovcu, da bi letošnji dan podjetnikov naredili tukaj, ker boste vsi pravzaprav presenečeni, kaj se skriva, kakšna tehnologija in pa predvsem en zanimiv izdelek se skriva čisto na jugovzhodnem delu tele stavbe, o tem pa malo kasneje. No, sicer pa sem izjemno vesel, da smo se uspeli tokrat najti tukaj ljudje pravzaprav iz celotne Dravinjske doline, ne glede na tiste administrativne občinske meje, kajti tudi Dravinja, ki nas tamle pozdravlja, je samo ena v tej dolini. In tako, kot nas povezuje ta Dravinja, nas povezuje tudi sicer življenje in seveda tudi na področju obrti in podjetništva nekaj dosti drugače, pravzaprav še bolj morate biti povezani, če hočete ustvarjati delovna mesta, kruh za naše številne družine. Pa bom predal eno skromno, zares skromno, simbolno slikco Žičke kartuzije, ki naj bo, tako kot je Žička kartuzija biser, naj bo tudi podjetje Kolovec še vnaprej biser. Slike vam. V kar pa ne dvomim. Slikco. Pa za tiste zimske večere, ko ne bo drugih opravil, kot dati očala gor pa kaj prebrati, pa kot ponosnemu prebivalcu Konjiške občine izločam tole konjiško dekanijo, pa verjamem, da bo žena tudi pomagala pri prebiranju. Začel sem leta 1988, v bistvu takrat sam, čez mesec zaposlil prvega delavca, potem pa smo vsako leto širili proizvodnjo in s tem tudi zaposlovali dodatne ljudi. Tako da smo bilo 1994 nas je bilo že 14-15, 1999 smo spremenili naziv zaradi lažjega poslovanja v Kolovec, smo šli na del in po tem imenu zdaj delujemo od takrat. 2001 do 2002 smo šli v nabavo novih strojev, izgradnjo novih poslovnih prostorov in od takrat širimo proizvodnjo z temi novimi programi. Imamo ločene 4 programe, to je lakiranje, rozsvaj, ti usipniki, hladilniki, zaščita za te stroje, za GKN, za Unior strojno opremo, pa ta klasika elektromare od prejšnje. Zdaj, letos smo povečali na tem barvanju precej, smo pridobili to posel z GKN-om, računamo, da letos bi pobarvali okoli 600 000 kosov, do naslednjem letu bi pa naj se povečal na 1 200 000 kosov. Tako da
bomo imeli probleme, pa na konci, da bomo našo proizvodnjo vključili v ta sistem barvanja, ne, tako da zaenkrat izvažamo tam 45 do 50%, s tem pa, da večina naših izdelkov gre posredno prek Uniorja ali GK1 ali Baumila, to delamo nekaj marca, njega gre dejansko ven, ne. Mogoče pri nas ostane 5% naših izdelkov, ne. Ostalo pa vse gre za ven. Ljudi, koliko imate zaposlenih? Ljudi je zdaj okoli 45, meni je to nekaj, ja. Tako da, če bo treba, mislim, da bo pač potreba, da bo treba še vsaj nekaj ljudi dodatno, ne. Sploh če bi ta novi program tak štarta, ko je plan, ne, bo treba dejansko povečati precej še, ne. Bomo pa takrat pa že malo omejeni s prostorom in bo treba tudi najprej spet prostore razširiti, pa spet, to je pač tako vedno, nikoli ni konca, ne. Dobiš novo delo, moraš najprej imeti več prostora, več ljudi in dejansko ni nikoli konca, pol, ne. Kvadraturo, to pa ne vem. 2000 kvadratov, recimo. To nek meni, tako 2000 kvadratov. No, to pa se ta naš poslovni partner to v bistvu razvija tu pri nas. Mi mu pač pomagamo, koliko mu lahko pri tem. Do lanske, zdaj smo začeli konc leta, enkrat smo začeli tam jeseni. Prvega smo imeli narejenega decembra lani, potem smo šli pa aprila pa s 3 že na sejem v Friedrichshafen, neko je ta sejem letalstva gor. In odziv je bil presenetljivo, jaz sem bil presenečen, da je bil tako zanimanje, pa kljub temu, da je teh proizvajalcev v Nemčiji, meni so 2 ali 3, ali 2 v Nemčiji pa 1 v Italiji, je bil za meni mogoče nekaj bolj na novo in je bil izredno zanimanje, ne. In gospod Rajner je izredno optimističen, kar tega tiče. Mi mu pa z nas pomagali, kako mu lahko, ne moramo pa da mi na to nekako vplivati, ne, ker pač razvoj je njegov, tudi prodaja potem v njegov, ne. Pravi, da poudarimo, da je proizvod čisto slovenski, ne? Ja, no, zdaj razvija se tukaj, zdaj koliko pa je res, kako lahko rečemo, ne slovenski, je pač, trenutno se dela vse v Sloveniji, razno motorje, Rotax, to je uvoz, pa ta Elisa, to so pač ti deli, ko jih moraš, ni proizvajalcev v Sloveniji, zato in ga moraš pač uvoziti, ne. Kakšne so njihove cene, koliko letno naj bi jih proizvedli? Ja, on planira tam 200-300 kosov letno, ne, samo pol bo pa res treba skoraj enkrat povečati te prostore, ne. Cena je pa tu od 65 000 evrov naprej, ne, pa tudi do 100 000, ti bo odvisno od opreme, od interjerja, notranjih teh stvari, ne. Tako da je pa to presenetljiv, zanimiv izdelek, ne, ker tu pri nas bo to moč bolj športno, ne, se uporabljalo, če bo dolgo slučajno kupil, ampak zunaj se bo to uporabljalo čisto, imam čuti, da imajo to namesto koleso, če imajo do prvega soseda 50 km, gre, ker lahko pristane recimo na 25 metrov od dolžine, ne. Če ima kontra vetra, lahko celo lebdi, tako da je dokaj zanimiva zadeva je, ne. V bistvu pristaneš lahko, končni fazi na vsaki njivi, če treba, ne. Tako da tudi letenje v njegovih besedah je kar enostavnost, če lih. Meni se ne zdi tako, da je lih čist. On je drugače rodom, je Egipčan, samo je bil je firmo v Ameriki dolgo in v Avstriji, zdaj pa on živi v Bregencu, gor, to je malo firmo, gor tudi pa živimo gor v drugače avstrijski državi zdaj živi. Gospod Lovec, uspešen podjetnik ste, kako je danes in tukaj v Sloveniji poslovati, kaj bi sporočali politikom, ki ustvarjajo pogoje, nad čim ste naprimer najbolj razočarani ali pa vas moti? No, gledaj, vse, kar bom zdaj povedal, se bo tako samo ponavljalo, stvari. Vsi vemo, da to tako, zdaj delamo, ne gre, posluha za gospodarstvo je premalo, to je 100%, že tu vidimo pri tem razvoju, praktično nobene pomoči ne dobiš, saj dobiš nekim prostorom pomagajo nakupu nekega zemljišča, ni posluha, ne. Država pa samo čaka, kako bo pobrala, ne. En tak banalen primer, to se zdaj tudi razvija, dejansko stroški so že prihajajo, ne, ampak z davčnim so jih dvakrat klicali, kje so računi za ven. Se pravi, zdaj samo čakajo, kdaj bojo začeli davek kasirati, ne. Če jih moramo začarati, da davka ne bojo mogli kasirati, ker bo to šlo vse ven davnem, ne. Ampak ne, kako ti bojo pomagali, a če bi mogoče evropska sredstva nam poskusili zrihtati, ne bojo zdaj samo čakali, kdaj bodo začeli davek kasirati, ne. Tako da, mislim, da sistem politike se mogo fejst spremeniti, če hoče, da bo naše gospodarstvo preživelo njih. Vse v bistvu živijo vse od proizvodnje, ne. Vse to, trgovina je tudi neka, ampak osnova jaz mislim, da je proizvodnja, ne. In če proizvodnje ne bojo podpirali pa pomagali širiti, mislim, da neke prihodnosti nimamo.
Kako se reče, sem točno tem? Girokopter. Girokopter. Smes letala, helikopter. To je namešanica med letalom pa helikopterjem, ja. Ta v bistvu ima ta rotor zgoraj, neko je, to nima svojega pogona. On ima v bistvu ga žene samo njegov premikaj, bolj v štarti ga zaštarta, da dobi pravo smer, pa on, ko začne se premikati po pisti, se začne on vedno hitreje musukati od tega premikaja. Kdo so kupci? Ja, kupci so... Športni piloti? To so eni športni piloti, da imajo bolj za zabavo, drugače pa čisto, da imajo to namesto manjšega avta doma, ne, recimo Avstralija, Amerika, Kanada, tam ko so velike razdalje, to uporabljajo dejansko za tako imamo mi tu bicikle ali pa mopede, imamo to tam čisto. No, se pravi, zdaj, ko smo na sejmu, je ena firma glih podelila neko priznanje 1000 kupcev, ne, pa dela zdaj mene 3 leta delajo, 2-3 leta mene delajo. Lani, ko smo na sejmu bolj kot bolj na ogledih, je to bilo čisto še nekaj v povojih. Zdaj je bilo pa teh res zelo dodelanih, da je to ena taka niša, ko jo, se pravim, pri nas gledam preveč lokalno, kdo bo to kupil, tako vsak misli, tudi jaz sem tako gledal čas, ko pa vidiš to zunaj, pa to se prodaja zelo dobro. Tako da jaz mu želim, pa tudi sebi, da bo ta program tudi zalaufal, tako so zdaj glavni vsi. Če še kako letni promet, koliko se prodaja v bistvu, koliko je recimo? Prometa, mislim, naše firme. Ja, mi imamo približno, zdaj smo blizu 2007, smo bili blizu 2 milijona, pa nam je 2009 malo padlo na 1.300.000, s tem pa da smo zdaj, lansko leto začelo že malo trend dvigovati zdaj opet, smo pa letos do zdaj s tem poprečkom že nad vsemi potem poprečka smo imeli tudi 2.7, tako da računam, da letos bi mogli priti čez 2 milijona, brez tega tukaj, to je čisto dejansko še razvoj pa, tako da mislim, da... Kako ste krizo prebrodili, to me 2009-2010? Takrat smo se pravi, takrat nam je promet sicer padel za enih 30%, izvoz za 80%, najbolj nam je izvoz padel, s tem, da domači trg smo celo takrat malo povečali, in smo v bistvu malo poflikali, s tem pa da, pa še bomo začeli to iti počasi gor zopet, Zdaj imamo pa dejansko izvoz za približno 50%, tako da smo izvoz zelo dobro vrnili nazaj, in tudi promet nam je procentualno nadpoprečen letos. Tako da smo letos, za primerjavo, januarja naredili več kot lani, decembra, januarja pa februarja skupaj. Za 3 meseca smo manj imeli prometa kot letos v enem mesecu. Prav sem bil sam presenečen, ker januar pa februar je že prej vedno pri nas malo manj, Polje začelo vedno spomladi goriti, ker smo imeli bolj vezane na te razdeljice, pa te stvari, umore, in tu je bil bolj malo zimski period, in je bilo vedno manj. Samo zdaj je pa presenečen, da če bo tak, upam, da bo.